in moja žena kot frizerka. Imela je svoj salon. Pomagala so si in zgradila hišo, imela sva avto. Naše življenje je bilo lepo in lepo urejeno. Ko sem spoznala Focolar, se je tek mojega življenja spremenil. Naučila sem se ljubiti osebe z vsem srcem. Vse, s katerimi sem se srečala na ulici ali v službi, vsaka oseba je Jezus. Pomagala sem vsem ljudem, zlasti beguncem iz Mosula, ko je bilo njihovo mesto uničeno, zasedeno. In takrat so kristjani iz Mosula prišli v Karakoše, ker je veljalo za bolj varno mesto. Čez nekaj časa pa se je vse spremenilo. In to, kar se je zgodilo v Mosulu, se je zgodilo tudi nam. Mesto je bilo hudo bombardirano. Ena od raket je zadela neko hišo in v njej so vsi umrli. Zato smo zapustili vse. In nismo mogli ničesar ujemati s seboj, niti uradnih dokumentov. Nismo bili sami, ampak je moralo v eni sami noči pobegniti 60,000 kristjanov. Bilo je strašno. Kričanje, dren, streli. Bili smo pred težko odločitvijo. Zelo negotova prihodnost, ali pa pustiti vse in oditi. Čakali smo 1 mesec, 2 meseca, 3 meseca, a ni bilo nobenega upanja, da bi se lahko vrnili v naše mesto. Izvedeli smo, da je Francija omogočala vsakemu izgnanemu kristjanu, da pride v Francijo, če ga je kdo pripravljen sprejeti. Doma sva samo mi dva s hčerko Emanuel, ki prihaja konec tedna domov. Zato imava na razpolago sobo za prijatelje in zato so predlagala, da lahko sprejmeva na dom neko družino. Prišli so na začetku januarja in od tedaj so Ajad in 3 hčere z nami. Ker živiva sama, sva imela svoje navade, zato sva se morala potruditi, da prepustiva prostor drugim, da sprejmeva spremembe. Zelo lepo je to, da sem počasi predlagala Ajad, da kuhava skupaj, da pripraviva enkrat francosko jed, drugič vprosič bi hotela pripraviti iraško jed. To je iraška jed, ki se imenuje maklubi. Govorili smo z nekaterimi osebami iz gibanja, ki smo jih poznali. Srečali smo se, da bi razumeli, kaj je treba narediti ob prihodu teh iraških ljudi. Nismo se ustavili samo pri tem. Imamo prijatelje v župniji in vprašali so nas, kaj lahko naredimo. In tako so se učinkovito vključili, da bi poiskali, kje bi lahko ti bili. Lionska škofija je pobratena s Mosulom, zato veliko pomaga. Res je, da smo izgubili vse. Hoteli smo uresničiti naše sanje. Z Jezusom in s Kjarino družino lahko gremo naprej. Gojimo upanje za prihodnost in se ne ustavimo v preteklosti. V Iraku smo več kot 30 let preživeli v vojnah. Na koncu so nas vrgli iz države, ne da bi vedeli, če se lahko kdaj vrnemo na svoje domove.
ne uspemo izraziti to, kar čutimo. Občasno se dobim z Marie-Therese in s Françoisom in bi zelo rada izrazila vso svojo ljubezen do njiju, ker s besedami ne uspem. Jezik je težak, tudi to ni ovira pred ljubeznijo. Zahvaljujoč njim se lahko dotaknem previdnosti in Božje ljubezni. Izgubili smo vse, a Bog se nam razkriva preko drugih ljudi. Nekateri so odpotovali v tujino v iskanju novega življenja. Mnogi pa so ostali v svoji državi in poskušajo preživeti in delati za boljšo prihodnost. Sprejemajo številne begunce, ki se trudijo preživeti. Prijeli smo pozdrav od Bašara, primarija v enem od iraških mest, in Šiam iz Jordanije, ki je bil ravnatelj v šoli. Topel pozdrav sem. V Iraku že nekaj let živimo v veliki nestabilnosti. Kakih 6 mesecev pa smo bili postavljeni, kakih 6 mesecev nazaj pa smo bili postavljeni pri čisto nov izziv. Nekatere naše vasi na severu so zasedli skrajneži in prisilili tiste, ki so pobegnili, da so morali zapustiti vse. Niso grozili samo kristijanom, ki živijo tu zelo dolgo, ampak tudi muslimanom, šabakom in jasidom. To je velika bolečina, to je zapuščeni Jezus. Po eni strani mnogi hočejo oditi v tujino in v negotovo prihodnost. Drugi so že zapustili državo z vsemi posledicami, kar to prinaša. Drugi so navezani na svojo domovino v upanju, da bodo videli boljšo prihodnost. Kljub vsakodnevnemu strahu, kaj bi se lahko zgodilo še kaj hujšega. To izkušnjo živimo skupaj s cerkvijo in tudi mi se trudimo soočiti se z izzivom sprejemanja beguncev. Bilo je veliko izkušenj, ko smo začeli pomagati tem in onim, tudi takim, ki so pobegnili in izgubili vse. Hvaležni smo vsem za materialno pomoč, zlasti pa za molitve, ki nas spremljajo in nam dajo pogum, da ostaja naša vera trdna. Molitve nam pomagajo premagati težke trenutke, ker smo v sedanjosti. Ideal nam vliva zaupanje in pomaga živeti vsak trenutek v veri v Božjo ljubezen. Jordanija. Hkrati smo se začeli vsi iz gibanja, odrasli in mladi, zavzemati, da bi se približali mnogim iraškim družinam, medtem jih je precej iz samega dela, ki so se preselile sem. Z njimi smo solidarni in imamo skupnost dobrin. Živo smo deležni njihovih bolečin in skupaj se jih trudimo prenašati. Radi bi se zahvalili vsem vam z vsega sveta, ki ste dali svoj prispevek. Čutimo veliko odgovornost, da bi mi iz gibanja, zato ker smo verniki različnih verstev in ljudje dobre volje, zato je naša skupna dolžnost delati za reševanje dostojanstva človeškega bitja in za gradnjo Božjega sveta po vsem svetu in na našem ljubljenem bližnjem vzhodu.